Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in kot vsak ponedeljek sem z vami, zato da se povežemo in se preko srčne energije priklopimo na angelsko vodstvo, na angelski navdih, na angelsko podporo za ta teden. In moram reči, da sem jaz kar ta ne vem še, a se je začel ta teden ali se prejšnji še ni končal, namreč ta vikend smo imeli eno fantastično delavnico, workshop oziroma tečaj, uvodni tečaj avstralskih esenc. Avstralske esence so tako ena taka zelo luštna orodja, fantastična orodja, ki nas podprejo, zelo hitro dvignejo vibracijo. Tisti, ki spremljate redno navdihe, ste me že videli, kako da z njimi delam, in tudi danes bom jaz vzela tole esenco za meditacijo. Samo da jo takole, evo, meditation. To je esenca, ki prav spodbuja povezavo z višjim jazom, z višjimi nivoji, zelo tako lepo umiri, zelo tako gre zelo hitro, tako da vem, da moram prav paziti, da ostanem dovolj prizemljena oziroma da lahko sploh govorim, oziroma prevajam sporočila z višjih nivojev. Tako da je zelo taka lepa esenca za meditacijo in samo toliko vam na hitro pokažem, evo slikico, tole smo novopečeni terapevti, svetovalci, še določene stvari moramo sicer narediti, zato da dobimo svoje certifikatke, potem pa boste seznanjeni z vsemi, s tem, kaj počnemo, kakšno je to svetovanje okoli avstralskih esenc, predvsem pa gre to za vibracijsko medicino, za to, kako nas vse skupaj podpre, in o tem sem govorila na predavanju v Mariboru z naslovom Zdravljenje duše, in 17.10. bo še eno takšno predavanje v Slovenski Bistrici, tako da bo tudi na Facebooku objavljeno, na Facebook kanalu Manca Razboršek Life and Soul Coach, pa Lekarna za dušo oziroma Bahove esence, tako da boste seznanjeni, bo treba majčkeno pogledati, kaj in kako, zato da lahko potem tudi vi se udeležite, predavanje pa bo brezplačno. Tako da o tem, kako delujejo esence, kako jih lahko uporabimo za zdravljenje čustev, za zdravljenje, bom rekla, naših energetskih nivojev, vsega tistega, kar ni fizično, o vsem tem bom govorila prav na tem predavanju, tudi v Slovenski Bistrici 17.10. In vljudno vabljeni. Tako da upam, da je vaš teden s tem lepim vremenom in sončkom dobil dober zagon, dober začetek, in tisto, kar samo še manjka, je mogoče ena spodbuda z angelskega sveta. Tako da bomo takoj pogledali, še prej pa se bomo povezali v srčno mrežo. Jaz bom vzela 7 kapljic tele čudovite esence. In tako, zdaj smo bili cel vikend na teh vibracijah, tako da vibrirajo te esence na polno, in takrat, ko tudi jaz pač glede na to, da že dolgo delam s tem in sem dosti senzitivna, tako prav začutim, tako kar razširi se energetsko polje in naredi neki tak nov prostor, in tele esence prav za meditacijo sem ugotovila, so tudi fajn pred spanjem, če se ne morete umiriti, ali pa če ne tisto, da preveč razmišljate, ampak tisto, da enostavno niste zaspani ali kaj takega, tako ta esenca tako fajn lepo umiri, poveže potem z višjimi nivoji, da se tudi lepše zaspi. Tako da danes ne bom dolgovezla, tako da gremo kar v naše povezovanje. Tako da vas prosim, da date svoje roke na srčno čakro in naredite en globok vdih in izdih. In začutite, kako se znotraj vašega prsnega koša, prav v sredini,
formira taka čudovita svetlobna krogla v smaragdno-zeleni barvi. In z naslednjim vdihom vdihneš svežo energijo, čisto belo svetlobo v to zeleno smaragdno svetlobno kroglico znotraj svojega prsnega koša. In izdihneš vse napetosti, vse blokade in vse tisto, kar je zapiralo srce. Roke lahko odložiš in se sfokusiraš, osredotočiš na to svetlobno kroglo znotraj prsnega koša, ki z vsakim vdihom postaja bolj žareča in bolj svetleča. In z vsakim izdihom odide več tistih stvari, ki težijo tvoje srce. Srčna čakra je transformator med duhovnimi energijami in med zemeljskim nivojem. In če ta center ni pretočen, če ne deluje, takrat potem ne moremo biti v stiku s svojim višjim jazom. In ko nismo v stiku s svojim višjim jazom, je izgubljen, delamo napake, živimo v strahovih in se počutimo odklopljeni in izgubljeni. Zato narediš še en globok vdih sveže, čiste svetlobe v svoje srce, da ga odpreš malce bolj, kot je običajno. Da ga razširiš in odpreš še malo bolj in še bolj. In sedaj si dovoliš, da se tvoja kronska čakra odpre in da se skozi njo zlije čudovita rožnata svetloba brezpogojne ljubezni, ki prihaja direktno iz izvora. In skozi tvojo kronsko čakro se ta ljubezen zlije navzdol v tvojo glavo, skozi vrat do srca in napolni od znotraj zeleno svetlobno kroglo. In ko da se zlije v jedro srca ta rožnata svetloba in ga še malo bolj odpre, še malo bolj razširi. In vdihneš globoko to rožnato svetlobo, da razširi tvoje srce, tvoj srčni prostor. In izdihneš še zadnje napetosti. In sedaj si predstavljaš, da lahko s svojo zavestjo potuješ navzgor po tem rožnatem žarku. In potuješ navzgor, visoko v atmosfero, dokler ne naletiš na kristalno mrežo ljubezni, višje frekvence, 5. dimenzije. In ko se dotakneš s svojo zavestjo te mreže, se povežeš z zavestjo vseh tistih, ki že živijo svojo resnico, ki živijo z odprto srčno čakro 5. dimenzije in ki sledijo klicu svojega srca. In ko se tvoja zavest poveže s to energijo, se ta žarek, ki teče navzdol v tvoje srce, okrepi in čutiš, kako veliko nas je. Čutiš to podporo, čutiš to povezanost in čutiš to mogočnost te srčne energije, ki se pretaka skozi kristalno mrežo ljubezni okrog Zemlje. In zdaj odpreš svoje energijsko polje angelskim energijam in dovoliš, da se spustijo tvoji angeli, tvoji vodniki prav v tvoje energijsko polje in ga napolnijo s svojo prisotnostjo. In odpreš se sporočilu, ki je za ta teden tisto, ki te lahko vodi, ki te lahko podpira. In narediš en globok vdih in izdih. In z zavedanjem, da si povezana v tej mreži, odpreš oči z izdihom, ki ti odgovarja in ohranjaš to zavest povezanosti in prisluhneš tistemu, kar je slišno in tistemu, kar ni slišno. Tistemu, kar pride kot občutek
kot vibracija. In prva energija tega tedna, ki nas bo podpirala in usmerjala in nam omogočila, da rastemo, je desetica Zemlje. Desetica Zemlje govori o družinskih odnosih, o naših koreninah, o tem, kar nam ponuja tisto osnovno podporo. O koreninah smo že govorili v navdihih, o tem, da so pomembne, da brez korenin enostavno ne moremo zdržati nobenega vetra, tako kot drevo, ki nima korenin, pride veter, ga takoj podre. In globje, kot so naše korenine, močnejše, kot so naše korenine, bolj kot so razpreden, več dobimo hranil in več dobimo tudi podpore in opore v težkih časih. In kje je tisto, kar vas znotraj vaše družine podpira? Nekatere družinske situacije so zelo težke, ampak znotraj tega je pa vedno tudi nekaj dobrega, vedno je tudi neka podpora. Tako da tudi tisti, ki morda niste imeli te izkušnje podpore v družini, nekaj ste dobili od svojih prednikov. Ja, ne gre tukaj samo za starše, gre za stare starše, za vse, ki so bili tukaj pred vami in so vam nekaj dali. V vaših celicah je to zapisano, v vašem DNK-ju je to zapisano. In zato je pomembno, da to ozavestite, da se jim pravzaprav zahvalite za vse tisto dobro, kar ste dobili tudi dobro, ker če nič drugega ste dobili telo. To vaše telo, to, kar lahko primete, kar lahko objamete, je posledica tega, da so se, pa bom zdaj čisto rekla, da so se razmnoževali vaši predniki. Vsi vaši predniki so mogli priti skupaj, so mogli nekaj narediti za to, da je šla ta linija naprej, zato da ste vi lahko telo dobili. Tako da če nič drugega za telo, ste vedno lahko hvaležni. In če ne bi bilo vseh teh vaših prednikov po obeh linijah, po očetovi in po mamini liniji, vi ne bi dobili telesa, znotraj katerega lahko biva vaša duša, vaš duh. In to je samo ena od stvari, sigurno so še kakšne druge. Tako da dajte biti pozorni na tisto, kar je dobro, kar vam omogoča, da ste tukaj in da se jim za to zahvalite, čisto enostavno, da ste hvaležni vsaj za ta del, ker toliko enih stvari se mora zgoditi, vesolje je tako fantastično narejeno, da ravno v tistem trenutku, ravno tiste stvari, ravno vse se mora poklopiti, zato da pride do tega trenutka tukaj in zdaj. In v bistvu ta zgodba, ki vaših prednikov se odraža tudi v vašem življenju, v vaši družini, če imate svojo družino ali primarni družini ali tej, ki ste jo vi ustvarili. Tako da dajte pogledati, kaj ste prejeli in tudi kaj boste dali naprej. In vzemite, da je to tista vaša podpora in opora, ki jo imate. Pa imate jo, ne glede na to, je močna, a jo pravzaprav v vsakem primeru nekaj je, no. Najdite nekaj ta teden, tako zelo močno to sporočilo prihaja, da je treba najti nekaj, za kar smo lahko hvaležni našim prednikom. Pa če nič drugega, je to fizično telo. Kaj smo delali s fizičnim telesom, je druga stvar. Kako smo mi svoja čustva vlagali in vse to v tem življenju, ampak fizično telo je vaša duša dobila od vaših prednikov. Dajmo to spoštovati. Wow, moč, ki ga imamo. Moč in nadangel Ariel. Vidite to sliko? Angel, ki jaha tigra. In ima v eni roki ima ščit, v drugi roki ima v bistvu meč, svetlobni meč, s katerim pravzaprav lahko prereže, tako zelo dobim na teh svetlobnih nivojih, pa vse tisto, kar ni zdravo. Dobili smo dobre in dobili smo tudi manj dobre stvari, ki nam predstavljajo izziv. In vse tisto, kar vas ovira, kar vas podira, kar vas ne podpira več, tisto lahko rečete hvala, ampak ne hvala. In v bistvu eno sočutje, ki ga lahko začutite do vseh, spet, te predniki, da se počasi približujemo, zdaj mi je kapnilo 1. novembru, predniki, očitno zelo pomembna energija, da jo ozavestimo,
to sočutje do vseh, ki so zdržali življenje, ki so šli naprej, ki so rekli da življenju naprej, zato da v bistvu je šla linija. To je tako zelo pomembna energija znotraj tega, in ko boste začutili tudi tisti del, ki vas pa podpira, se pravi, kaj je pa tisto, kar ste dobili iz tega ven, so to moč, ki je za vami, to je ta moč, ki jo lahko potem tudi naprej peljete. In tako je, ne, tiger, lahko je to zelo divja zver, lahko je zelo krvoločen, napadalen, lahko pa tudi v bistvu ga razumete in se naučite delati z njim in ga zajahate. Tako da dajte svojo moč v bistvu ukrotiti in zajahati, zato da se bojo stvari začele drugače odvijati. In nadangel Ariel je tisti, ki nas v tem tednu močno podpira v tem procesu vstopanja v svoje lastne moči, ki smo jo pravzaprav prejeli. In pa kralj vode kot tretja karta. Kralj vode, mislim, da smo ga tudi imeli zdajle pred kratkim, a ne? Če ne celo prejšnji teden, ki govori o tem, da dajmo odpreti srce. Meditacija, ki smo jo prej naredili, je že lahko vsakodnevna vaja, vsakodnevni tisti del, ki ga naredite zase, zato da se odprete, da odprete svoje srce, ker večina ljudje hodijo okoli z zaprtim srcem, ravno zato, ker se bojijo, da bojo ranjeni, da se bo kaj hudega zgodilo in potem se zaprejo. Ampak če smo zaprti, potem energija ne teče na ljubezen skozi, ne ven, ne not, nikjer, nikamor, sam pač vse je nekaj zakrčeno, tako da zelo pomembno je, da odprete srce. Namreč, veste, tisto, kar pravi, ljubezen zdravi vse. Ja, lahko zdravi vse, če je odprto. Če je pa zaprto, pa ne more zdraviti, a ne? Tako da tukaj je pomembno, da začnemo gledati skozi srce, da začnemo slediti svojemu srcu, da pravzaprav začnemo zaupati, oziroma da začnete zaupati svojemu srcu, ne glede na to, kaj se je v preteklosti dogajalo. Da rečete, okej, tudi če malo zaboli, sprejmem to ranljivost, sprejmem to, da sem lahko ranjen, sprejmem ta strah pred tem, da sem lahko ranjen, pa kaj se zgodi, če grem en dan in hodim okoli z odprtim srcem? Kaj se zgodi potem? V bistvu v enem dnevu še nič slabega običajno, tako da bolj začutite, bolj v bistvu se zavedate, kaj se dogaja, in poiščite ljudi, ki jim zaupate, dajte se z njimi pogovoriti, če je potrebno, naučite se drugače delovati, kot ste v preteklosti, dajte stvari, ki vam ne pašejo več, pustiti za sabo in pojdite naprej veliko bolj lahkotnega srca. Velikokrat dobim kakšne maile ali pa mi poveste, tudi osebno, da vam ti navdihi pomagajo. Da je to nekaj, kar vam pomaga skozi teden, zato jih jaz še vedno delam. Ampak včasih je treba iti en korak naprej. Včasih je potrebno, da res naredite nekaj izven cone udobja. In tukaj ne rabite biti sami, tako da če potrebujete kakršnokoli pomoč, usmeritev preko energij angelov, ali pa z podporo cvetnih esenc, ki so res super orodje, aurasoma barvna terapija, pojdite pogledat na lekarnazadušo.si, no, pojdite pogledat, kaj vse vam je na voljo, zato da lahko pravzaprav dvignete svojo vibracijo in greste naprej. In odpiranje srca je ena pomembna stvar, ki jo je treba narediti. In si dajte dovoliti, tudi poiskati pomoč, ne vem, prideti k meni, nobenega še nisem ugriznila do zdaj, zato da lahko zaživite bolj polno. To je bolj in bolj lahkotno, saj to je, ne, saj skozi so neki problemi, skozi pridejo neki izzivi, ampak ni se vam treba matrati, ne, da se tudi lahkotno iti skozi vse zadeve. Tako da to je to, za vse ženske pa posebno vabilo, in sicer
Facebook skupina Aktiviraj, uživaj, navdihuj je začela. To je Facebook skupina namenjena ženskam, ki želite iti globje. Se pravi, ki želite imeti tudi neko spletno podporo, neko spletno skupnost, znotraj katere lahko raziskujete sebe, kjer vam je omogočeno in se dovolj varno počutite, ker je zaprta Facebook skupina, tako da ne morejo vsi brati tega, da dobite podporo drugih žensk, da ustvarjamo neko tako simbiozo in sokreiranje in sodelovanje med sabo. Zdaj se je začela, 14 dni nazaj sem začela malo bolj aktivno delati na tej skupini in gremo globje, pa vsako polno luno, pa vsak maj je ena meditacija s Kuan Yin, ki jo tam objavim, samo v tisti Facebook skupini, ki vas potem tudi spremlja naprej, tako da je še ena dodatna podpora. To bi bilo to za ta teden. Danes pa vidim, da sem bila malo bolj zgovorna in malo bolj pridna. Jaz vam želim čudovite energije, dajte se povezati, poklicati nadangela Uriela, da vas podpre v vaši moči, predvsem pa pogledajte, kaj ste dobili od vaših prednikov, se jim zahvalite in se vidimo naslednji ponedeljek. Lepo se imejte. Čau, čau.